Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je še za petkove dogodke dneva. V Muzeju novejše zgodovine Celja odprli razstavo Konec vojne, živel mir, Celje 1945. Pri osnovni šoli Lava postavili zvočne zelenice z vetrnimi piščalmi. Celjski osnovnošolci s kolesom od Celja do Petrovč. Nogometaši Celja v 5 dneh 2-krat proti Kopru. V Muzeju novejše zgodovine Celje so sinoči odprli razstavo z naslovom Konec vojne, živel mir, Celje 1945. Odprtje razstave sovpada z 80-letnico konca druge svetovne vojne, v kateri je življenje izgubilo več kot 60 milijonov ljudi. V zahodni Evropi dan zmage praznujejo 8. maja, v Sloveniji in še nekaterih drugih državah pa 9. maja. V Muzeju novejše zgodovine Celje je na ogled razstava Konec vojne, živel mir, Celje 1945. Z njo obeležujejo 80. obletnico konca druge svetovne vojne in osvoboditve. Avtor razstave je dr. Tone Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. Mislim, da je letošnje obeleževanje, se pravi, še toliko pomembnejše, ker je pravzaprav so temelji povojne na zmagi nad nacifašizmom vzpostavljene Evrope umajeni bolj, kot so bili kadarkoli prej. In če je kdaj čas za to vrstno razstavo, mislim, da je zdaj. Večina gradiva, ki ga lahko vidite na razstavi, je iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Celje. Moram reči, da smo tudi v zadnjem času pridobili kar nekaj novih, zelo zanimivih in povednih predmetov. So nam pa na pomoč priskočile tako sorodne inštitucije, tako v Celju kot v Sloveniji, in pa seveda tudi nekateri zasebni zbiralci, ki so s svojimi predmeti obogatili to razstavo. Oblikovalka razstave in avtorica didaktične točke je Suzana Senica. Kot sem mogoče že prej omenila, da je v bistvu rdeča nit te razstave, hkrati predstavitev zgodbe. Želela sem pa predstaviti ta vojni občutek, v bistvu vojna prinaša kaos in po kaosu sledi mir. In tako sem tukaj na uvodnem panoju sem sestavila kolaž iz 3 fotografij. S tem sem želela predstaviti ta kaos. In na teh 3 fotografijah so v bistvu 3 različni časi upodobljeni. Torej, nekdo, ki odhaja, nekdo nov, ki prihaja, in hkrati je to v bistvu vse pod eno streho, kjer smo mi danes. In tukaj zgoraj sem pa pustila, da so luči prižgane, torej osvetljujemo zgodovino v tem prostoru, kjer so se v bistvu skozi zgodovino spreminjali ljudje in časi in obdobja. Celjski župan Matija Kovač je izpostavil dejstvo, da smo lahko Celjani zelo ponosni na to, na kakšen način v našem okolju skrbimo za dediščino, za zgodovino. Pri tej razstavi gre v letošnjem letu po moje za eno ključnih in pomembnih tematik, ki predstavlja ne le natančen popis dogajanja v prelomnem letu 1945 kot ključnem dogodku v 20. stoletju, kjer se je zgodovina dejansko obrnila in spodbudila nov razvoj, novo rast, novo upanje, nov optimizem. Letos praznujemo kar veliko 80-letnic tudi različnih sestavov društev, organizacij, ki so v povojnem času tu začele nastajati. Hkrati pa je razstava seveda v zelo turbulentnem času, ki ga danes živimo, zelo pomemben in dragocen opomnik, kaj pomeni mir, kaj pomenijo vse vrednote, ki jih mir nosi in v katere smo tudi vzgojeni. In verjamem, da bo tudi primeren poklon vsem žrtvam druge svetovne vojne, tako na območju Celja kot naše regije, še zlasti pa vsem, ki so se v tem času odločili in odločno zoperstavili nasilju, ki ga je vojna oziroma okupator prinesel. Ustvarjalci upajo in verjamejo, da bo razstava pritegnila predvsem mlajše obiskovalce. Upam in verjamem, da bo ta razstava
po eni strani, da ta razstava ponuja to, kar je res potrebno vedeti o dogajanju med drugo svetovno vojno leta 1945 in da bo seveda naletela na dober odziv, zlasti tistih, ki jim je prvenstveno namenjena. To pa dejansko od samega začetka sva z oblikovalko to razstavo zasnovala na način, da smo razmišljala o mladini, predvsem o mladini. V kulturnem programu je sodeloval oktet Kajuh pod vodstvom Tomaža Marčiča, razstava pa bo na ogled do februarja 2026. Na osnovni šoli Lava so namenu predali inovativno zasnovane zvočne zelenice z vetrnimi piščalmi. Zvočne zelenice so postavili z namenom, da bodo lahko otroci, mladostniki in odrasli z glasbenim ustvarjanjem iskali notranje ravnovesje, se čustveno umirjali in poskrbeli za duševno ravnovesje. Gre za resnično pravo posebnost in tudi atrakcijo, če že hočete. Zvočna zelenica z vetrnimi piščali je inovativno zasnovana in postavljena na zelenici pred osnovno šolo Lava v Celju. Njeno otvoritev pa smo pospremili v sredo 7. maja opoldan. Nastajala je v etapah kar 3 leta in danes obsega 9 komponent z 18 inštrumenti, če jih lahko tako imenujemo. Ideja se je porodila ravnateljici osnovne šole Lava Celje, Marijani Kolenko. Izvirna ideja, ki bi ji težko našli para. Ali pač? A se je pri tem morda zgledovala po kom? Ne, nič posebnega se mi ni zgodilo, da bi šla iskati, ali kaj takega obstaja. Preprosto to je ideja nastala, rodila se je in je rasla. Tako zelo preprosto. Te veterne piščali ali zvočila ali kraguljčke je izdelal Anton Petek iz Mozirja, ki je sicer glasbenik, organist, skladatelj in zborovodja, zbiratelj ljudskega glasbenega gradiva, piše pa tudi priredbe za pevske in taboraške sestave, vodi ustvarjalne delavnice izdelave pastirskih piščali, pa slovenskega ljudskega inštrumenta nunajke, pa raznih ritmičnih inštrumentov iz primorske trstke, kanele, pa še kaj bi se našlo. Kar zajeten ter tehnično in glasbeno zahteven projekt Piščali na zvočni zelenici pri osnovni šoli Lava je izvedel. In kako ga sedaj doživlja, ko je postavljen? Moram reči, da z samo postavitvijo in funkcionalnostjo sem zelo zadovoljen. Sploh z dinamiko vseh teh postavljenih inštrumentov, kot sem prej pri otvoritvi povedal, ima vsak razred svoj inštrument, se pravi pokončnik ksilofon, na katerega so namaščene uglašene aluminijaste cevi od najmanjšega številka 1 do največjega številka 9, se pravi od 1. do 9. razreda, tako da je tudi možnost igranja nemotena. Potem nadaljujemo z visečimi cevmi v 2 postavitvah in pa še vetrni zvončki, ki so obešeni pod ptičjo hišico, ki smo jo namenoma za ta projekt izdelali, s tem dokazali, da mogoče razna društva za varstvo živali nimajo vedno prav, kajti ptički se veselo gugajo po teh piščalkah in skačejo po ptičji hišici in si pridobivajo hrano, ki jim jo otroci in vsi ostali tukaj iz šole pripravljajo. Na otvoritvi zvočne zelenice je bil tudi podžupan mestne občine Celje Samo Seničar s predstavnikoma iz družbenih dejavnosti in je tudi nagovoril prisotne. To izvirno pridobitev v našem mestu pa takole komentiral. Jaz sem bil zelo vesel današnjega vabila na otvoritev tele zvočne zelenice. Mislim, da je to res odlična dopolnitev osnovne šole Lava, pa ne samo osnovne šole Lava, ampak celotnega okoliša tule. To je en, kot radi rečemo, medgeneracijski kotiček, kamor bodo lahko otroci pripeljali svoje starše, babice, detke, da bodo tule preizkusili zvočila, izkazali svojo ustvarjalnost, preživeli kakšen miren trenutek v naravi. Pred časom sem prebral, da se največ glasbe pravzaprav v današnjih časih posluša v avtomobilu in s telefona. Moram reči, da me je to kar malo negativno presenetilo, zato je tale zvočna zelenica še toliko bolj dobrodošla, ne, da vidimo, da se glasba, kakršnakoli že, ne, lahko ustvarja kjerkoli in da se ustvarja na takih fizičnih zvočilih.
In kakšni so prvi odzivi? Moram povedati, da predvsem v popoldanskem času, jaz sem velikokrat seveda tudi v popoldanskem času tukaj v okolici šole, zelo radi, torej ko otroke peljejo na sprehod in ko hodijo z otroki na sprehod, se otroci ustavljajo tukaj in izvabljajo glasove. Pomeni, da so zaznali, da je to nekaj posebnega. Že prej, ko ni bilo še udarjavk, seveda mi smo zdaj dokončno uredili tako, kot mora biti to glasbilo, opremljeno z udarjavkami, da lahko izvabljaš torej glasove. Odrasli se zelo radi tukaj zadržujejo in to je bil tudi naš namen, da je namenjeno na eni strani nam takrat, ko smo v šoli otrokom in potem kasneje tudi odraslim v popoldanskem času, v večernih urah in upamo, da bo se tukaj dogajalo čim več tega lepega, da bodo ljudje prihajali po dozo zdravila za svojo dušo. Pa nas bodo na osnovni šoli Lava s čim podobnim še presenetili? O presenečenjih ponavadi ne govorim, pa tudi tako je. Tisti, ki me poznajo, zelo dobro vejo, da sem pač, ne vem, oseba, ki se mi na nek način v nekem trenutku nekaj porodi in potem to zraste. In predvidevam, da bo tudi tako rastlo, seveda je še nekaj idej, ki bi si želela, da jih naredimo predvsem za mlado generacijo, ki potrebuje, kot sem rekla, en drug čas. Tako, veste, hodim pa itak velikokrat po prihodnosti, tako da verjamem, da bomo še kaj dobrega ustvarili tudi za prihodnost. Več o zvočni zelenici z vetrnimi piščali in odmevih nanjo ter kako jo sprejemajo učenci šole, pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Šolarji celjskih osnovnih šol in njihovi sovrstniki iz Petrovč so včeraj kolesarili. Okoli 40 učencev se je s kolesom podalo na pot po Celju in do Petrovč, s čimer so obeležili konec projekta S kolesom v prihodnost. Gre namreč za glavni namen dogodka, to je promocija varnega in trajnostnega kolesarjenja ter izmenjava dobrih praks z drugimi šolami. Celjski osnovnošolci in njihovi kolegi iz Petrovč so včeraj kolesarili. Učenci so prevozili dobrih 27 km, začetek in cilj trase pa je bil pri 4. osnovni šoli v Celju. Mi smo z 31. marcem zaključili s projektom S kolesom v prihodnost. To je projekt Erasmus, v katerem smo bili 1 leto pa pol. V sklopu tega projekta smo širili to našo vizijo, da je potrebno v šolo na trajnostni način in tudi v življenju čim več uporabljati kolesa, peš in tako dalje. V sklopu tega projekta smo bili na 3 izmenjavah, in sicer v Španiji, bili smo na Finskem in pa v Avstriji. V Avstriji smo celo šli s kolesi. Ravno na tak dan, ko je bilo takole še malce slabše kot danes, je bil dež in smo se odpravili v Avstrijo s kolesi. Oblačno in občasno deževno vreme ni ustavilo pogumnih kolesarjev, ki so obiskali večino celjskih osnovnih šol, kjer so se jim pridružili kolegi. Začnemo tu na 4. osnovni šoli Celje in potem gremo okrog na osnovno šolo Frana Roša in po vseh osnovnih šolah v Celju. Se pravi, povezali bomo vse osnovne šole. Na teh osnovnih šolah se bojo seveda tudi pridružili nam ostali učenci iz ostalih osnovnih šol in pa mentori njihovi. Skupaj je prijavljeno danes 40 učencev in 6 spremljevalcev. Najbrž bo zaradi tega vremena kakšen manj, ampak ne glede na to, mi se ne ustrašimo slabega vremena, se pripravimo tudi za to in lahko gremo na kolese tudi v malce slabšem vremenu. Skupaj s postanki pri vsaki od osnovnih šol, kjer so kolesarje tudi pogostili, so kolesarili 4 ure. Trasa je dolga 27 km približno in predvidevamo, da bomo nekako 15 do 4 zaključili, tako da se že veselimo druženja in prenosa izkušenj z našega projekta tudi na ostale osnovne šole v Celju. Včerajšnje kolesarjenje je imelo tudi širši namen, med drugim tudi druženje učencev iz različnih šol. Na vsak način naša ideja je, da se povezujemo z ostalimi osnovnimi šolami in tudi prenašamo naše izkušnje iz našega projekta Erasmus s kolesom v prihodnost. Tako da tudi v naslednjem letu bomo planirali takšno druženje kolesarsko in verjamem, da nas bo še več. Nekaj učencev je včerajšnji dež sicer odvrnil od kolesarjenja, a kot dodaja ravnatelj, vreme ni ovira, kolesarjemo lahko v vsakem vremenu, to lahko tudi pogledamo v tujino, kot naprimer na Norveškem, kjer celo zimo lahko kolesarijo s primerno opremo seveda. Nekateri kolesarji pa raje kolesarijo ravno v dežju.
Ja, ko se voziš v dežju, je tako fajn občutek, pač, pa ko si moker, je fajn. Nogometaši Celja se bodo v prihodnjih dneh dvakrat pomirili s Koprom. Najprej v soboto 10. maja na domačem igrišču v prvenstvenem obračunu, nato pa v sredo v Ljubljanskih Stožicah v finalu pokalnega tekmovanja. V bistvu s Koprom smo se zdaj že enkrat pomerili. Z menjavo trenerja so, se mi zdi, dobili dosti na disciplini. Vsi delajo in v fazi obrambe in v fazi napada. Tudi oni so, odkar je nov trener, prišel neporaženi. Je pa res, da imamo mi prvo jutro priložnost, da naredimo dobro podlago za v sredo. In mogli bomo že jutro pokazati, še posebej na domačem terenu, kdo je gospodar, ker jim nočemo dati nekega znaka, da so boljši od nas. Je pa res, da to moramo vse pokazati na igrišču. Tako da, kar se tega tiče, jutri prva od teh dveh tekem in moramo dati vse od sebe, da bomo pokazali, da smo trenutno najboljša ekipa. Pa v bistvu mislim, da zdaj zadnje tekme kar dobro igramo, mogoče ta v Mariboru ni bila po željah, pa v Kopru. Je pa res, da smo si mi ta zaostank mogoče nabrali prvi del, kakor sva se pred tem pogovarjala, se je moralo vse postaviti na svoje mesto. Ja, jutri je že prva priložnost, da prehitimo enega tekmeca pred nami. Dokler so teoretične možnosti oziroma matematične, se bomo borili do konca, da pridemo čim više na lestvici. Tako da upam, da bomo sezono končali na čim boljši način in da bomo imeli eno lovoriko več v klubskih vitrinah. V Laškem se je v sredo začel ITTF Para Challenger Laško 2025 v namiznem tenisu za športnike invalide. Med 12. in 16. majem bodo v tem zdraviliškem mestu gostili še Para Elite Laško 2025. Na obeh turnirjih skupaj bo nastopalo več kot 500 tekmovalcev iz 43 držav. Letos dva turnirja, kajti ITTF, mednarodna namizno-teniška organizacija, nam je dodelila glede na uspešnost prejšnjih let še možnost izvedbe enega turnirja, tako da v bistvu v teh dneh poteka, bi rekel, kvalitetno nekaj nižji turnir, ki se po novem imenuje Challenger, in v nadaljevanju prihajamo v turnir elitnega razreda, tudi imenuje se Elite. Tako da v bistvu na tem zadnjem, bi rekel, tekmovanju pa sodeluje samo najboljši igralci iz celega sveta, tako da v Laškem v naslednjem tednu pričakujemo res kvalitetne borbe in igralce z najvišjih, bi rekel, lestvic in kvalitete, kar paranamizni tenis pripomore. Tudi sami smo presenečeni, da sta tako rekoč po številu turnirja tako rekoč izenačena. Govorimo več kot 40 državah, na Litu celo mislim, da 43 sedaj, tako da pričakujemo več kot 500 igralcev in, bi rekel, tega spremljevalnega osebja. Ne smemo pozabiti, da imamo tudi več kot 40 mednarodnih sodnikov, tako da je druščina res raznolika. Moramo se pa tudi zavedati in zahvaliti osnovnim šolam in srednjim šolam, ki nam pomagajo pri pobiranju žogic za tiste namizno-teniške igralce, ki so na vozičkih, tako da nas je v vsem procesu, bi rekel, tekmovanja sigurno več kot 1000, kar je pa kar fascinantna številka. Jutri bo sprva zmirno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. To so bili petkovi dogodki dneva. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.